je bila tukaj zdaj izrečena oprostilna sodba. Tega pa mislim, da Anja Bah Žibert in ostali govorci niso pričakovali. Bom rekel, da za stanje duha v državi, da se ne zmeša vsem in desnim, ko si rekel na obrate zaradi obsodilne sodbe in levim v naslajanju nad tem, ne, je to definitivno zdravilno danes. Dobrodošli v Tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. V tednu, ko se zdi, da se je Slovenija znašla v bizarni epizodi kviza Milijonar, ko je predsednik vlade prehitro in prenagljeno uporabil klic v sili, ko je poklical prijatelja. Vodjo največje opozicijske stranke Janeza Janšo pa bremeni obtožba, da je pred leti pri nakupu svojega stanovanja prehitro posegel po polovički. Ja, o tej polovički nekoliko kasneje, ker se dogaja na Veliki petek popoldne, svojevrstna ironija, ampak za začetek pa korupcijskemu škandalu premierja Roberta Goloba, ne, ki se je zapletel pravzaprav s tem dopustovanjem v vili Tomaža Subotiča. Ja, Peter, če nekaj osnovnih dejstev v par sekundah pogledamo, enega najbogatejših Slovencev, sicer jeklarskega milijonarja Tomaža Subotiča, so na predlog Golobove vlade najprej imenovali v svet celjske bolnišnice. Pol leta kasneje, zdaj to vemo, je Robert Golob pri tem istem Subotiču dopustoval s celotno družino in s Tino Gaber v obmorski vili na Hrvaškem. Takoj zatem vlada Golobovega prijatelja, znanca, kaj vse smo slišali, odvisno od tega, kaj se bo pred KPK-jem slišalo bolje na hearingu, ne, imenuje še v svet ljubljanske psihiatrije. In konec lanskega leta, pomenljivo, služba v celjski bolnišnici ravno v času, ko svet te bolnice kot prvi nadzornik vodi njegov stric, dobi nečak tega istega Tomaža Subotiča. Ja, ta nečak, ne, govorimo o Luku Kitku Subotiču, ne, prestane sito proti ostalim 53 drugim kandidatom. Odličen je izmed očitno, teh 54 izbran, kot so, mislim, da zapisali v svetu bolnice, ne, zaradi svojih izjemnih strokovnosti in komunikacijskih sposobnosti, ne, kjer se pojavi vprašanje, ne, če ima v žlahti, torej Subotič, takšnega genija, kako da ni izkoristil teh talentov v svojem jeklarskem imperiju, oziroma če ne gre za tako genialno, ne, kaj potem, torej smo nekoga podpovprečnega zaposlili, oziroma gre tukaj tudi za neke vrste, lahko rečemo, omerto, da vse ostane v družini. Kajti, ne, Subotič je tudi sam izpostavljal in apologeti svobode te dni, da gre pravzaprav zgolj za 70 ali 75 evrov sejnine na mesec, ne. V resnici gre za bistveno več v bolnišnici, ne, torej nečak bdi nad 40 milijoni javnih naročil v bolnišnici, ki ima sicer 150 milijonski proračun. Ne, razkrito pa je bilo včeraj v Tarči še več, ne, da je vlada tudi Subotiču uredila, ne, da so odpoklicali v večinsko državnem Uniorju nadzornike, ki Subotiču, ki je sicer tudi delni lastnik Uniorja, niso ustrezali zaradi opozarjanja na težave, ki jih je imel pri trgovanju z vrednostnimi papirji, na katere opozarja tudi Agencija za varstvo za trg vrednostnih papirjev, ne, da ne govorimo še o povezavah v železarno Štore in tako dalje. Tako da tukaj gre precej več kot 70 evrov pa sej to je sejnin. Peter, kot pri Jankoviču, 75 evrov sejnine na mesec, za vse ostalo pa je tu Mastercard. Ne? Ja. Mineva 5. dan od začetka te afere, potem se je vse skupaj močno odebelilo in zakotalilo do konca tedna. 5. dan, mislim, da to lahko v imenu obeh povem, ko je Robert Golob, vsaj kar zadeva avtorja tega podcasta, že de facto nekdanji predsednik vlade. Ja, je pa pod to vlado vse drugače kot pod prejšnjo, ne? Tako da lahko ne pričakujemo recimo kakšne kuverte z odstopom, kjer bi potem imela Urška Klakočar Zupančič težave, ali bo to kuverto odprla ali ne, če se spomnimo recimo ministra Hojsa in njegovega odstopa. Skratka, tukaj se pač enostavno odstopa ne. Ampak se veš, kako pravijo o svobodi, premier je pač samo prespal pri svojem prijatelju / znancu, koristi od tega pa ni imel nihče nobene. Pri čemer je ta prijatelj, ne, se z Golobom seznanil tik pred volitvami, ko je že bilo bolj ali manj jasno, da je Golob torej tisti ključni anti-Janša karakter za pretekle volitve, prej pa verjetno nekih stikov nista imela. Poglejte, danes smo podpisali pokojninsko reformo. Jaz razumem, da bojo zdaj napadi name, osebni, šli v vse različne smeri in
Tisto, kar je pa pomembno za ljudi, ni to, s katerim prijateljem sem jaz, kateri vikend. Je pomembno, kaj ta vlada dela. Tle ni turistične nastanitve. Mislim pač, to je tako, kot da grem jaz k vam ali pa vi k meni na vikend, pa nimava registriranega tega za turistično oddajo in pač tam prispi. Tu ne gre za nobeno korist ne z ene, ne z druge strani. Gre za neko vez, ki ima ta predsednik vlade in on, se pravi prijateljsko, sta znanca, prijatelja in mu je dejansko to tudi odstopil. Zdaj, če je to greh, da prespiš pri znancu oziroma prijatelju, pol pa se res čudim, kaj je tukaj narobe. Jaz sem v nedeljo zvečer trikrat šel pogledat ta prispevek, še zdaj nisem čisto dobro razumel, kako bi lahko predsednik vlade, kaj točno je kršil, ne vem, ta koalicija je začela kazati svoje rezultate, reforme so šle, nekatere so bile že potrjene, nekatere grejo skozi, bodo šle skozi državni zbor v naslednjih mesecih, tednih in zdaj je pač treba enotnost te koalicije rušiti nekaterim, bom temu rekel, strukturam na levi sredini, ki jim ustreza, da ta vlada ne bi ponovila še enega mandata. To, kar smo zdaj videli, je mešanica hudega sprenevedanja na eni strani, na drugi strani si videl od Goloba to postavljanje v a priori pozicijo žrtve, češ v bistvu nam gre predobro z reformami in nas je zdaj treba uničiti. Glej, kar zdaj vemo, da ta afera je bistveno bolj dejansko povezana z reformami, kot smo si mislili, ampak ne na način, kot to javnosti pojasnjuje predsednik vlade, ali pa kot bi to ustrezalo Gibanju Svoboda. Zakaj gre? Skozi to afero, skozi te konflikte interesov in sprejemanje daril na vseh straneh se je na najbolj brutalen, na najbolj možno umazan način pokazalo, zakaj si je na primer Robert Golob kot glavno tarčo pri spreminjanju zdravstva, pri zdravstveni reformi, izbral parazite zdravnike, ne pa parazitov dvornih dobaviteljev javnih bolnišnic. Zakaj? Ker to, očitno izjemno, to vlado očitno izjemno mika in zanima milijonsko trgovanje in biznisiranje z javnimi naročili v zdravstvu, in tam jih ločnica med tem, da gre za javni denar in za zasebne profite dobaviteljev, očitno čisto nič ne moti. In povej mi, kako naj si jaz drugače razlagam, zakaj so potem v celjsko bolnišnico med 54 kandidati za delo v najbolj občutljivem oddelku, ki, kot si rekel, razpolaga 40 milijoni letno, izbrali ravno bližnjega sorodnika šefa sveta, ki je slučajno še Golobov prijatelj, znanec itd., kot za to, da imata in Golob, in Gibanje Svoboda in Tomaž Subotič svojega krta pri državnih milijonih. Pričemer seveda ne gre za nobene koristi. Če poslušamo Arčona, če poslušamo Žavbija, ki očitno nič ne razume, zdaj se nema, res nič ne razume, ali se tako zelo spreneveda. Včasih se je v šali govorilo, da je stranka SDS, stranka enega človeka Janeza Janše, in da so vsi ostali potem samo podporni elementi. Zdaj se mi zdi, da je Robert Golob še en par nivojev višji, ko se vsi dobesedno sprenevedajo za to, da bi zaščitili torej ta lik in delo Roberta Goloba. Ampak če se vrnem nazaj na te dobavitelje. Zdaj, v državni korupciji je ravno zdravstvo iz večjih razlogov najboljši način za se prisesati na državni denar. Zakaj? Kot prvo je največji državni podsistem, mislim, da če se ne motim, se letno v celotnem zdravstvu obrne nekje 5 milijard evrov. Če to damo v kontekst, celoten državni proračun je dobrih 15 milijard. Zdaj seveda ne gre to vse iz državnega proračuna, ampak torej v zdravstvu se obrne teh 5 milijard, kar je bistveno več kot v katerikoli drugi panogi. In druga stvar, pri zdravstvu se te stvari delajo po majhnih koščkih. Torej, ne gre tukaj za en predor, ki stane 100 milijonov, ampak gre tukaj za eno žilno opornico, ki stane 200 evrov oziroma 1000, če pač kupimo to prek teh prenakazil. Ampak gre za spet ogromno nekih majhnih žilnih opornic, ki so potem pa 500 evrov profita na 500 evrov profita in se tukaj potem začnejo res obračati milijoni. In kot druga stvar, zdravstvo vsi potrebujemo. Tako da je garantirano tudi potem, ko so vsi tuneli, ki jih v državi rabimo zgrajeni, zdravstvo bomo rabili še vedno več in vedno več. Tukaj bi se jaz za par sekund ustavil pri tem Luku Kitku, Subotiču, se pravi nečaku, o katerem sicer silno malo vemo. Kitek je mimo grede izjemna metafora, ker vlada se globoko potaplja, tako kot kit s tem razkritjem. Zdaj, kot si rekel, če je biser, bi imel Tomaž Subotič neposredno bistveno več od njega v svojem zasebnem poslovnem imperiju. Če ni, potem se mi pa kontrateza postavlja, ali ni priročno, relativno ali poprečno sposobnega, ali pa lahko tudi zaradi mene nesposobnega, ali pa zelo sposobnega. Tako, ali pa zelo lojalnega
vitalnega nečaka postaviti na vitalni, najpomembnejši razvojni oddelek bolnišnice s temi 40 milijoni evrov letno, ker če pa kdo ne bo v kakršnem koli postopku ali pred KPK-jem ali tudi pred NPU-jem in kriminalisti govoril o tem, da je izvedel neko javno naročilo po tvojih osebnih navodilih, pa verjetno velja omerta najvišje stopne med člani iste družine. O tem pa gotovo ni dvoma. Vse ostane v družini. Tukaj se potem pojavlja meni še ena zanimiva dilema. In sicer zanimivo je, da so mediji pravzaprav pridobili komplet SMS-e, torej nekdo ali Tomaž Subotič osebno, ali nekdo v povezavi, zdaj omenjalo se je po eni strani, da gre za maščevanje Toneta Ropa, ker ga koalicija ni podprla. Tone Rop je mimogrede dolgoleten dober prijatelj. Dejanski prijatelj od Subotiča, za razliko od Goloba, ki je samo, rečemo, pol pred volitvami ta prijatelj iz koristoljubja. Ali je šlo tukaj za nek spor, recimo z bivšo ženo, s katero se Subotič trenutno ločuje. Tukaj zdaj ne vemo, zanimivo je bil včerajšnji komentar Subotiča, iz katerega bi lahko sklepili, da je morda on dal to v javnost. Zakaj se tudi sprašujemo, je pa po teh razkritih ta teden tudi odstopil. Glede na vse, kar zdaj vemo, pa Unior, pa bolnišnica Celje, pa javna naročila, pa spanje na vikendici v Istri in tako naprej, bi rekel, spomne me to na 2 izseka iz teh zdaj že ponarodelih SMS poročil, ki smo jih cel teden poslušali na Pop TV-ju, pa zdaj še na nacionalni televiziji. Samo lokacijo bom iz Istre preslikal na slovensko zdravstvo oziroma splošno bolnišnico. Tomaž, s teboj na čelu nadzornega sveta bolnišnice smo se imeli fantastično in potem gospod Subotič odgovori, Robi, vesel sem za vas. Se bova o tem še kaj pomenila. Zdaj pa drugi del. Gledala sva to skrajno sprenevedavo komunikacijo članov Gibanja Svoboda, teh najožjih, bom kar direktno rekel, podrepnikov Roberta Goloba. Mislim, da so tokrat hudo podcenili svojo lastno volilno bazo. Bom še podrobneje, kakšna ta baza je, ampak vseeno. Mislim, da so že v prvem krogu, ko smo vedeli samo to, se pravi zasebne povezave, prijateljstvo, znanstvo se meša z imenovanjem na neke javne funkcije, razumeli, da je to narobe. Še bolj sem prepričan, da uničujoče razumejo zdaj, ko je krog sklenjen s to nečakovo zaposlitvijo na javnih naročilih v bolnici. Bolnici, ki razpolaga, kot si rekel, vsega skupaj z okoli 150 milijonov. Tako. In zdaj grem na vrnitev v čas nastanka te stranke v leto 2022. Se ti spomniš, ko so se pisali članki, da celo ime stranke, kaj šele vse ostale stvari, so si izbrali na podlagi tega, kaj so neke javnomnenjske agencije izvedele o njih v fokusnih skupinah. Se pravi v raziskavah javnega mnenja. In zdaj pazi, na katero karto, po mojem, ves čas pri pojasnjevanju svojih afer igra Gibanje Svoboda. Imaš raziskavo Fakultete za uporabne družbene študije iz Nove Gorice iz septembra 2024, v bistvu zelo svežo, ki govori o tem, da se ljudje v Sloveniji v veliki večini o politiki sploh ne informirajo dnevno, razen v ozkem obdobju, morda tistem zadnjem mesecu 14 dneh pred vsakokratnimi volitvami. In drugo, morda še bolj pomembno, da se informirajo večinoma preko drugih pomembnih. Kaj to pomeni? Oče, mati, partner in tako naprej, kjer v praksi eden med njimi v gospodinstvu izbere, katero stranko bomo obkrožili in potem jih obkroži 5, ne samo ta eden. Tako je, lahko bi celo rekel nekje, ker mislim, da tudi iz te ankete izhaja nekih 18% ljudi pogosto ali približno pogosto spremlja to politično dogajanje, kar se mi zdi dokaj realno. Malo ali čisto nič, pa skoraj polovica. In to je pa ravno, tisti del ljudi, tista neka tiha večina, jaz ti bom rekel, ki na koncu slabo informirana sprejme v bistvu ključno odločitev na volilno nedeljo. In jaz bi rekel tako, Gibanje Svoboda se je že pred 3 leti zavestno odločilo, da želi biti ponudba za politično neuke volivce, ki pa se čutijo kot izrazito levo-sredinski. Mislim pa, da so tudi ta segment, do katerega sem zdaj malo kao zaničevalen, podcenili. Vidim izjemno možnost, če bodo to znali poentirati v 2 smeri, na eni strani socialnim demokratom, ki so že malo tule odigrali neke opozicije, in Vladimir Prebilič, ki se mu s tem odpira nek nov prostor tudi na etični, moralni pogon. Zdaj, če se za konec tega dela najne debate o tej aferi vprašava, ali so v Svobodi res popolni amaterji in recimo žalbi oziroma račun ničesar ne razumeta, ali pa so na čelu z Golobom tako zelo pokvarjeni, moj odgovor je zelo verjetno mešanica enega in drugega, oziroma
kot bi zdaj lahko rekli, ker smo tudi na portalu zanima.me to napisali, namazani, oziroma ti si to napisal, z vsemi žalbami, namazani so vsemi žalbi. Ampak zdaj, če smo pri Svobodi, ne, mislim, da je prav, da pogledamo še, kako so se na to odzvali koalicijski partnerji, ne, in sicer posebej pomenljiv je, mislim, da tukaj je odziv Levice, ne, ki se obnaša praktično kot podaljšek Svobode, kot da gre za njihovega predsednika stranke, ne, pri čemer je še kot da je tudi Tašner ironija. Vatovec spal v Karigadorju, res dobesedno Skoraj tako. Ja. Pri čemer je dodatna ironija, da je ravno Levica tista antisistemska stranka, kjer njihove volivce si mislim, da morda še nekoliko bolj motijo take stvari, kot recimo ravno te neuke v narekovajih volivce Svobode. Oni ki si radi jih govorijo o prej opisal, eliti, ne? Ampak tukaj že ta slika pove, tukaj pa res govorimo o eliti. O eliti, ne, za peščico. Ja. Za peščico. Medtem ko govorimo pa pri socialnih demokratih, so pa, moram reči, ta teden vsaj eden izmed njih, podpredsednik stranke Luka Goršek, ne, predvsej pozitivno presenetil z sorazmerno zelo ostrim odzivom na Roberta Goloba, za katerega pa se zdi, da vendarle v stranki morda ni bil tako dobro sprejet, vsaj ne na začetku, kot smo ga recimo sprejeli analitiki. Ne, morda pa si bodo še oddahnili glede na današnje razkritje, ampak poglejva si morda najprej, kako so se odzvali v Levici in v socialnih demokratih. Mislim, da ima ta koalicija bistveno pomembnejša vprašanja za jih zaključiti, predvsem nekako do prihajajoče jeseni. Mislim, da je to res stvar, po eni strani osebna stvar predsednika vlade, po drugi strani pa tega, da pač vse institucije, v katere je potrebno zaupati, opravijo svoje delo. Če smo obljubljali drugačno politiko, v bistvu z višjimi standardi in da bomo odgovarjali za te stvari, ki jih tudi danes gledamo, potem se moramo tega dejansko držati. Ker mi bomo dali občutek ljudem, da v bistvu se ne splača več iti na volitve s takim odnosom. Ljudje so zbrali drugačno politiko, s tem bomo pa dali vedeti ljudem v bistvu, da nič ne spremenijo, če grejo in oddajo svoj glas. Poglej, na eni strani imaš Levico, ki zase od uvrstitve v parlament, mislim, da je zdaj že več kot desetletje, od tega zelo rada poudarja, da se z ničemer še niso kompromitirali. Po domače, da so stranka brez afer. Pa pusto, ali je to res ali ne? Mislim, ni, ne, ampak okay, pač, ja. Ampak tako odločno grejo na linijo predsednika vlade, da to ne moram razumeti drugače, kot da ta afera, ki je sicer Golobova in Svobodina, v pomembnem delu postaja tudi afera stranke Levice, ne? In drugo, zakaj pa tako, ne? Tako odločno v bran premijeju, se pa meni porajajo teze v dve smeri. Eno je model njihovega strankarskega kadrovanja po ministrstvih. Vemo, da ravno žena od soproga od gospoda Tašner Vatovca, ki sva ga slišala, je našla po strankarskem ključu na njihovem ministrstvu zaposlitev, ne? In drugo, da ne govorim niti, ker tam so pa spet te koristi, kot v primeru Celjske bolnice, neprimerno večje, pa javna naročila in tako naprej, kako Asta Vrečko svoje znance in znanke kadruje po raznih kulturnih zavodih, ki so v lasti te države. Ne? Na drugi strani bom pa rekel glede SD-ja. Osvežujoče, zakaj je tako prelomno dočakan ta nastop Luke Gorška, ki v resnici ni spet tako nič posebnega, ker je po dolgem času nekdo znotraj te vladne koalicije samo z par minut govoril v skladu s čisto zdravo kmečko pametjo, ne? In preprosto nastopil z vidika neke te najbolj očitne etike in morale in opozoril na dve zelo pomembni stvari. Dolžnost pojasnjevanja predsednika vlade, ki tam kot nek, ne vem, zlikavec, ki je ukradel sendvič v Maxi Marketu, kar se by the way tudi že zgodil, ne? Beži pred novinarko, in druga stvar, prevzemanje odgovornosti, kar sem pa prepričan, da do tega niti ne bo prišlo. Ne? Imajo lepo priložnost, da zajahajo to opozicijsko držo pri tej aferi še naprej, pri čemer je Vejca, ki si že omenil, kolikor sem sam raziskoval in preveril odzive, je bila v bistvu dan po tem nastopu v vrhu SD-ja tišina, Matjaža Hana nikjer, da bi morda svojega mladega podpredsednika v tej smeri podprl. Prej slišim, da je bila v SD-ju naslednji dan velika panika, kaj bosta rekla Svoboda in Robert Golob. Kako se jim bo to medijsko maščevalo? Kako se jim bo to medijsko maščevalo? In tukaj sva pa pri enem širšem vprašanju, pa bom zelo kratek glede tega sicer. Če v SD-ju ne želijo, da se jih po desetletju in pol še naprej tretira kot predpražnik vsakokratnega novega obraza, potem se bo fantje in dekleta potrebno tudi prenehati obnašati kot predpražnik novih obrazov. Ne? Jaz bi dodal samo še to k temu, ne, da pač enostavno bi bilo čas, da SD začne tudi ravnati v skladu z zdravo pametjo, ne, kot večkrat slišimo kar korektne nastope in Gorška in Hana in še koga, ne, čakam še, da se te izjave prelevijo v dejanje. Bo pa prav zanimivo gledati, kaj se recimo s politično kariero Luke Gorška znotraj SD-ja zgodi. Ne?
Zelo bom poenostavil, ni čisto tako, ne? Ampak višje kot bo, pa bližje recimo nekemu vrhu te stranke, je še upanje za socialne demokrate, ne? Bolj kot bo on obupal nad njimi, manj je pa možnosti, da postanejo kaj drugega, kot so ta hip. Ne? No, pa da ne bova zdaj samo midva, ne, razpravljala o problematičnosti pač teh dejanj, ne, ker ne, po eni strani midva kot kritična analitika, na drugi strani pojasnila iz Svobode, češ kaj pa je narobe, če je nekdo prespal pri prijatelju. Ne. S tem, da je žal bil razumem drugače, on res ni štekal ničesar. Ne, ampak pa tudi dodajamo, da tega prijatelja ni bilo zraven, ne, ko se je to dogajalo večkrat. Ne. Mislim, da je prav, da slišimo pojasnila, uničujoča pojasnila izredno uglednega pravnika, ne, ki celo pravi zase, da je bil volivec Svobode. Vse to je najhujše. Veš, nič ni bolj nevarno neki stranki, kot da ugleden državljan, ki javno prizna, da jih je volil, reče, da je popolnoma razočaran in da dviga roke. Jaz mislim, da je ta uničujoč nastop Rajka Pirnata treba pogledati. Gotovo je prišlo do nedovoljenega darila. To, kar je predsednik vlade in njegova partnerka, kar sta prejela s tem, da sta bivala v njegovi vili, je neka vrednost in ta vrednost je darilo, ki je verjetno kar precej vredno glede na večje število teh obiskov. Tako darilo ni dovoljeno. Predsednik vlade je kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki prepovedujejo prejemanje daril. Morda pa tudi določbe o nasprotju interesov. Zelo verjetno. Moramo videti, kako je bilo s tem glasovanjem. Ampak vse kaže, da tudi to. A veste, popolnoma nebistveno je, ali se ukvarja Subotič s turistično dejavnostjo ali ne. Bistveno je, da je iz njegovega premoženja, torej njegove vile, izhajala ta vrednost, kar pomeni, da je dal darilo predsedniku vlade. Trditve, da je šlo samo za neko osebno prijateljsko razmerje med predsednikom vlade in gospodom Subotičem, bi pa bilo treba mnogo bolj izkazati, ali sta že pred volitvami prijateljevala, ali sta imela itak tesne povezave že pred tem, ali gre res za prijateljsko razmerje. Spoznala naj bi se pred volitvami. Ja, to očitno kaže, da je to zvezano z njegovo funkcijo. Gre za sprenevedanje, samo prespal pri prijatelju. No. Najbrž nihče pri zdravi pameti ne verjame, da je situacija taka. Darilo je popolnoma očitno bilo dano v zvezu s funkcijo, saj pozneje, ko je pa hotela samo partnerka iti, pa niti ni bil Subotič za to, čeprav razumem. Jaz mislim, da je breme tega ravnanja večje, kot si morda predstavljajo. Najprej se moramo spomniti, da sta kar dva kmetijska ministra odstopila za mnogo manjši znesek neke ugodnosti, ki sta jo prejela. Če ne bomo ohranjali visokih standardov integritete, vsaj opozarjali, kadar so kršeni, potem bo naenkrat postalo vse dovoljeno. In to pomeni popolno erozijo integritete, etike v družbi in tega si preprosto ne moremo dovoliti. To je stvar, ki jo je treba obravnavati, ki jo je treba jasno in javno pojasniti. In potem seveda jaz mislim, da mora pač predsednik vlade prevzeti odgovornost za to. In odstopiti, če se to izkaže. Mislim, da Rajko Pirnat s tem nastopom postaja, s tema dvema nastopoma ta teden postaja v bistvu nek zaščitni znak ali pa prvi obraz mase razočaranih volivcev Gibanja Svobode. Vemo, da jih je bilo pred 3 leti približno 400 000, mislim, da še nekaj čez. Zelo dobro je po mojem artikuliral počutje velike večine teh, ki so takrat tako brezprizivno in brezkompromisno podprli Roberta Goloba and company. Ja, ne, in zanimivo poudaril, ne, tako dobra prijatelja, kot sta Tomaž Subotič in Robert Golob, ne, ko ga je pa Tina Gaber prosila za prenočevanje, pa ni bil več tako navdušen, da bi Gabrova spala. Ja, kar kaže, da ni prijateljstvo, ampak funkcija ta valuta, ki tukaj šteje. Ki se nanaša na Goloba. Morda se sicer uštel, kakšen vpliv ima Gabrova na Goloba. Še nekaj bi rekel, zelo pomembno se mi zdi, da je Rajko Pirnat postavil kriterij odstopa kot edini možni izhod in kriterij v tej zgodbi. Drugo, kar je pa zanimivo, ne, in je padlo v oči v istem času, a si ti predstavljaš tole, kar se dogaja Svobodi, ne? Cel teden mrcvarjenje, upravičeno mrcvarjenje zaradi te korupcijske zgodbe, pride četrtkova seja vlade in oni ženo finančnega ministra, soprogo finančnega ministra Boštjančiča imenujejo v svet, spet ta svet, sam tokrat kulturne ustanove Drama. Jaz, če bi bil na mestu kogarkoli, ali Boštjančiča, ali Goloba, bi pač hitel brisati to točko iz dnevnega reda, da reši še zadnji obraz pred javnostjo.
Oni pa so kot bager, kot valjar, spet ali popolni amateri, ali popolni pokvarjenci, ali najverjetneje oboje v paketu. To je neverjetno, kakšno erozijo demokratičnih vrednot se gre Robert Golob na poziciji predsednika vlade. Ja, in tudi vsi ostali z njim, ne, mislim, da so totalno sprenevedani, ali pa jim je to enostavno tako običajno, ne, da se pravzaprav čudijo, ne, kako je sploh to koga zmotilo, ne, oziroma še več, ne, potem se spravijo, ko na to upozori tudi recimo nek ugleden pravnik, kot je Rajko Pirnat, ne, se potem poslanec Lenart Žavbi spravi neposredno na... Celo na dva, na voditelja, ki si upa edini menda v državi poročati o tej zgodbi, ki itak ni zgodba, ne? In potem še na strokovnjaka, ki je tukaj zastavil svoje ime in kar je zelo težko povedati pred javnostjo, tudi razkril, za koga je volil na prejšnjih volitvah. Ne? Ja. Pa poglejmo še ta frontalni napad na novinarje in na Rajka Pirnata. Poglejmo. Veste, kaj bi bila, na primer, dober prispevek k delovanju politične kulture? Da bi gospoda Rajka Pirnata, mimogrede dober profesor, slišim, upravni strokovnjak, tako kot na hrvaških televizijah to zdaj delajo, imajo lokalne volitve, če ga imate vi tukaj kot analitika, mogoče tudi predstavite, s komu vse on posluje v zadnjem času. Odgovor iz kabineta predsednika vlade je bil, da Rajko Pirnat govori to zaradi tega, ker pogodbeno sodeluje z zdravstveno zbornico glede zakona. Odgovor zdravniške zbornice je, da Rajko Pirnat nima nobene pogodbe z zdravniško zbornico. Zelo dobro preberete, kaj je zapisal kabinet. Gospod Žavbi, če se nekdo kabineta predsednika vlade v celoti piše po neuradnih informacijah. Potem je pa to v resnici še bolj pritlehno, ne? Ker bi najprej morali informacijo preveriti tako, kot smo jo mi, in če bi jo preverili, bi ugotovili, da to ne drži. In najlažje je napisati neuradno in potem človeka očrniš. Mislim pa, da je Rajko Pirnat strokovnjak, ki pove svoje mnenje. Absolutno. In ga je povedal, in sem zelo vesel, da ste ga velikokrat omenili, ker sem strani bivše Janševe vlade poslušal podobne očitke v tem studiu na mnenja Rajka Pirnata, ko je vedno povedal to, kar si misli. Transparenten tukaj, ker ne poveste, za koga dela. Ja, zdaj, lahko bi dodali v slogu Lenarta Žavbija, ne, dober prispevek k informiranju javnosti bi bil tudi, da povemo, ne, da je Lenart Žavbi, ne, poslanec Gibanja Svoboda, tudi prihaja pravzaprav iz medijsko in politično zelo vplivnega klana, ne, kjer imajo njegov oče, njegov polbrat in njegov zdajšnji očim, ne, vpliv pravzaprav na dobršen del tiskanih medijev, govorimo tukaj o Mladini, ne, imamo urednika Mladine Grega Repovža, ne, oče Lenarta Žavbija, Aleksandar Lucuj, ne, tudi znan vplivni novinar z vplivi na Dnevnik in Delo, ne, in tako dalje. Tako da zato, ne, pravzaprav se ta afera v mnogih medijih, ne, očitno ni zelo razplantela, ne, in to celo potem Žavbi sam po nesreči prizna, ne, ko reče, da Pop TV edini še to temo ta teden vleče naprej, medtem ko so jo vsi ostali že pokopali, ne, z razlogom, ne, saj vemo, kje je Vesna Vuković, kje je Damir Črnčec vpliva in kje, bom rekel, Žavbi klan. Tako da, ne, ta dober prispevek in se mi zdi ta pravzaprav aroganca se mi zdi izjemna. Sploh, ne, če smo že kdaj videli takšno mero arogance pri tako zelenem poslancu. Poglej, Uroš Slak je izjemno lepo razgalil ta teden dve stvari. Da imajo v Gibanju Svoboda do stroke, kadar pač argumenti stroke niso njim v prid, enak odnos ali pa, bom rekel, enak modus operandi, kot ga ima SDS, ta je izjemno zabolela, ne, Žavbija pa izjemno nasmejala zraven Luko Gorška, kar je pa tudi za volivce leve sredine po mojem izjemno boleče spoznanje, za volivce tipa Rajko Pirnat pa še kdo, ne, izjemno močan odvračalni element. Drugo, grozljivo razkritje, da je kabinet predsednika vlade šel skušati diskreditirati strokovnjaka na podlagi sklicevanja v uradnem odgovoru medijem z neuradnimi informacijami, ki so se za povrh izkazale zelo hitro v istem dnevu kot lažne oziroma netočne. In tukaj bi dodal še nekaj, ker vsi vemo, kam povezave vodijo od urada za komuniciranje naprej te vlade. To je hkrati tudi javni bankrot, ki ga je doživel tako imenovani necenzurirani model slovenskega novinarstva, kjer je edina stvar, ki je v resnici ostala cenzurirana, kakšni so honorarji iz podjetja GEN-I. Ja, mislim, da se tukaj znova vrnemo na GEN-I, ne, in kot so bila ta teden tudi vidna razkritja, ne, in spet se vračam nazaj k moji tezi, ne, torej, kje so zelo
temeljito in zelo aktivno pokadrovali predvsem kadre iz genija in zelo kadre, recimo kandidate za poslance Gibanja Svoboda, ne, v svete bolnišnic, ne, kjer smo kar je z neko hobotnico zelo lepo grafično prikazala Tarča. Ne. Tako je. Ne. Tako. Ja, zdaj počasi, ne, pa greva v te prve močne teme tega tedna, mogoče še večji politični bombi, torej odmevnemu in razgretemu koncu sodnega primera Trenta pred celjskim sodiščem. Ne. Ja, zdaj snemamo v petek, tokrat nekoliko kasneje, zato morda tudi upravičilo gledalcem, da smo tokrat izšli kakšno minuto kasneje, kot ste nas vajeni, ampak ne, mislim, da je čas, da pogledamo odzive. Pilat ve, da je Jezus nedolžen, a oblastniki se bojijo izgubiti privilegije. Zato ga je treba križati. Današnji dan se kristjani spominjamo največje krivice v zgodovini človeštva. Križanja nedolžnega. In to danes, spoštovani, se dogaja v naši družbi, na teh tleh, v tej stavbi. Spoštovani, danes se dogaja političen proces. Sodba, ki ne temelji na dejstvih, temveč na političnem konstruktu. Z enim samim ciljem, utišati glas, ki moti udobje oblasti. Danes se sodi resnici. Danes se sodi Janezu Janši, ker je strah pred pokončno opozicijo prevelik. Danes se sodi, ker je treba ta glas utišati. Vsaka krivica, spoštovani, vsaka krivica ima širši krog žrtev. Ne smemo pozabiti na družino in najbližje. Zato bodimo z Janezom Janšo, bodimo za Slovenijo. Hvala lepa. Zdaj po skoraj 15 letih zasliševanj procesov, medijskega blatenja, kraje zdravja in življenja, svobode in časa, je bila tukaj zdaj izrečena oprostilna sodba. Zdaj to se ne bi zgodilo, če ne bi bilo vas. Zato najprej vam iskrena hvala na ta veliki petek. Tega pa mislim, da Anja Bah Žibert in ostali govorci niso pričakovali. Priznam, tudi jaz sem več možnosti, da je v obsodilni sodbi kot oprostilni, čeprav ne bi se upal takole ostro nastopati, ne? Ampak to je nekoliko presenečenje. Lahko bi rekel celo, to je neke vrste čar našega dela, ko imamo v priložnost v živo. Zdaj med snemanjem smo pravzaprav čakali na ta razplet te sodbe in ni razočaral. Veš kaj, tako ti bom rekel, ob oprostilni sodbi, ki bo šla v zgodovino, ker je tako nepričakovana tudi za ta del slovenske javnosti in mislim, da tudi za Janeza Janšo, bo šla po mojem kar v zgodovino in bo velikokrat uporabljena in zlorabljena tudi izjava Anje Bah Žibert v delu, da je to sodba, ki ne temelji na dejstvih in da se sodi proti resnici in potem nekaj minut kasneje pride prvak opozicijske SDS in pove oproščen sem. Zdaj, tako bom rekel, če bi v SDS-u znali malo bolj mirno, dostojanstveno, pa kljub temu kritično do pravosodja počakati ta dan in ta dogodek, bi danes jaz komentiral, da je to enoznačno zelo dober in pozitiven dan. Tudi za slovensko pravosodje, pa za SDS in za Janeza Janšo, ker tega niso znali storiti v zadnjih mesecih in predvsem zadnjih dneh na dostojanstven način, se pa tule odpira en kar neprijeten notranje politični problem. Za začetek že to, da je z oprostilno sodbo v bistvu razpadel ta vnaprej spisan scenarij za kampanjo, ki je pred nami, in to je dvoje. Ob nesposobnosti Golobove vlade, še to, kar je lepo artikulirala Anja Bah Žibert, križanje nedolžnega Janeza Janše. To zdaj odpade, retorika SDS-a v krivosodju se je pokazala še bolj skrajno, kot smo že itak mislili, da skrajna je.
In mislim, da je zdaj skrajni čas, ko smo pri skrajnem, da s tem tudi nehajo. Ja, oziroma, če citirava odziv urednika novega portala zanima.me Roka Čakša, krivosodje je oprostilo Janeza Janšo, čas je za normalnost, tako nekako. Glej, že povedal si, da sva čakala, da je bilo snemanje najno vmes za nekaj časa prekinjeno, da vidiva, kaj bo, in potrdil boš, da sem ti vmes rekel, da v primeru oprostilne sodbe me zanima, kako bo Janez Janša iz te skrajnosti in iz te retorike zlezel v, po Roku Čakšu, novo normalnost. In naredil je, povedal sem pravilno, rekel bo najprej, da če vi ne bi stali vsako obravnavo pred sodiščem, tega itak ne bi bilo. Je bilo tako? Drži, lahko v celoti potrdim. Mislim, da je to bil edini možen way out. Potem je povedal še eno stvar, ki sem jo tudi pričakoval, in sicer, da škoda je kljub oprostilni sodbi že narejena, odvzeta leta zdravja, življenja, živcev in podobno, kar se lahko strinjamo. In tisto, kar pa sem tudi pričakoval, pazi, zdaj problem je v tem, da imamo čez 2-3 tedne nek referendum, ki ga je sklical Janez Janša, morda tudi bolj ob predpostavki, da bo tule obsojen in da se bo močno aktiviralo to desno-sredinsko volilno telo. Zdaj bo to telo malo v coni udobja, malo zadovoljno, tega res niso mislili, da to tako bo. Tako jih je aktiviral nazaj in je v isti sapi, ko je rekel oproščen sem, je rekel tudi, to je zmaga pod narekovaji, to je seveda letel na to, da stvar še ni pravnomočna in naš boj še ni končan. Tako da Janša je potem by the book naredil edino, kar je v tej situaciji lahko v bistvu. Drži, je sicer treba povedati, da ta referendumski boj ima sorazmerno zelo malo vsebinsko skupnega z obsodbo oziroma oprostitvijo Janeza Janše. Moram reči, da sam sem zelo vesel nad razpletom. Se mi zdi, da je za Slovenijo kot državo, kot družbo zelo koristen. Zakaj? Jaz nadaljujem, ampak te bom samo z medklicem prekinil oziroma te bolj rečeno dopolnil. Rekel bom, da je dobro za slovensko državo in slovensko pravosodje, da se politika, ko govori o njem, tudi moti. Bom z te strani izrazil veselje. Tudi to. Skratki, bi pa izpostavil par stvari. Se mi zdi, da zdaj velikokrat smo slišali tudi pred tedni, ko je šlo za obsodbo Marine Le Pen in podobno, argument politikov, predvsem opozicijskih, ko so obsojeni, da enostavno za njimi stojijo toliki in toliki, v primeru Francije milijoni, v primeru recimo Slovenije 100,000 glasov, in da je to posledično napad na tega politika, na to politično idejo. Kar hipotetično lahko je, in zato se mi zdi zelo pomembno, da ukolikor se obsoja vodje opozicije, da se to res počne z največjimi možnimi standardi in v tem primeru Trenta ti standardi več kot očitno niso bili doseženi. Ni bilo vodotesno. Lahko bi rekli, zdaj, če se ozremo, zagotovo, če pogledava morda ta celoten posel z nepremičninami, je vsekakor nenavaden. Vsekakor lahko rečeva, da to ni bil običajen posel z nepremičninami. Običajno gre tako, ali imaš neko svojo preteklo nepremičnino in jo ob nakupu nove prodaš, pa morda še dodaš nek kredit, ki je krajšega roka. Če tega nimaš, vzameš tisti, ker veliko Slovencev plačuje 30 let kredita s 300,000 evri in plačuješ to do smrti. Ne eno, ne drugo ni bil primer pri Janezu Janši. Praktično ni bilo denarnega toka. Najdu je podjetje, ki mu je bilo pripravljeno prvič prodati stanovanje novo, vzeti v last, niti ne kupiti, ampak samo prevzeti lastništvo nad starim manjšim in potem še nekaj kupiti od njega, da se je sestavila ta skupna cena. To je zelo nenavadno. Pri čemer so bili še nekoliko nenavadni tudi denarni tokovi, ampak daleč od tega, da bi to recimo lahko zelo eksplicitno, zelo jasno okarakterizirali kot kaznivo dejanje, še posebej ob dejstvu, da je šlo za posameznika, ki je posloval z zasebnim podjetjem, ki ni državno podjetje, ki je, se pravi, to oškodovanje, ki ga je pravzaprav šlo za teoretično, potencialno oškodovanje nekega zasebnega podjetja, medtem ko imamo v Sloveniji na visokih položajih, govorimo o županu Ljubljane, ki je recimo očitno takrat izčrpaval državni Mercator, govorimo o finančnem ministru recimo in primeru Adrije, in če bi danes bili priča obsodilni sodbi, mislim, da bi se upravičeno med ljudmi, še posebej tistimi, ki so recimo bolj na strani opozicije,
ustvaril občutek krivice, medtem ko se pravi, ta najvišji standard zagotovo ni bil izpolnjen, da bi se ga obsodilo. Poglej, zdaj si govoril o nekih, ali pa sva govorila o nekih neprepričljivih dejstvih na strani Janševe obrambe, ki niso čisto vodotesni, recimo v vseh detajlih. Ne? Potem rečeva še par stvari o marsičem, kar ni bilo vodotesno na strani tožilstva oziroma tukaj sodstva, če bi izreklo obsodilno sodbo. Ena stvar se mi zdi, ta je tako zelo na prvo žogo prav smešna. Tožilec se je v celoti oprl na mnenje sodne izvedenke oziroma sodne cenilke, ki jo ta isti tožilec v drugi zadevi, to pa je zadeva Litijska, preganja zaradi falsificirane sodne cenitve, to je bizarno. Druga stvar, ki je sojenje v razumnem roku, je bilo tukaj absolutno kršeno, samo od ovadbe policijske 2013 do začetka sodne preiskave, se pravi, ta čist prvi korak je trajal 4 ali 5 let, potem pa se je zanimivo stvar zelo hitro odvrtela, sam zdaj v predvolilnem letu, kar tudi ni najbolj zavidez tega sojenja, in potem še zadnja stvar, to pa je pač posega v samo vsebino. Resni pravni strokovnjaki, za katere bi pa težko trdil, da so naklonjeni Janezu Janši, so rekli, da tudi če greva iz predpostavke, da so vse transakcije fiktivne, ni nobenega oškodovanja, ker vsaj papirnata sled, ki je za posli ostala, pa kaže, da je Imos, to podjetje, s katerim je posloval Janez Janša, na poslu ustvaril okrog 15-16 tisoč evrov bilančnega dobička, od katerega je to podjetje tisto leto, poslovno leto, tudi plačalo davščine. Ne? Torej, tega izvirnega greha oškodovanja Imosa tukaj ni bilo, torej tudi korist ni mogla nastati. Ne? Ja, in konec koncev ne zgolj Slovenija, ne, mislim, da celo tudi, pa bom po naslednjem klipu to nekoliko bolj razložil. Ne. Se mi zdi, da je tudi pravzaprav stranki SDS bila s to sodbo narejena usluga, čeprav bo morda videti nekoliko drugače, oziroma se sami ta trenutek morda tega še ne zavedajo, še posebej ob dejstvu, kakšno retoriko smo lahko spremljali pravzaprav že zadnje mesece, še posebej pa zadnje dni, oziroma v tem pričakovanju sodbe, ki pa, dajmo nekaj priznati, je sojenje na Veliki petek v takem primeru, ko gre pravzaprav tudi za, že prej smo v tej retoriki slišali, za nekoliko bolj krščanske volivce, ki jim Veliki petek in velikonočni prazniki tudi veliko pomenijo, je svojevrstna cokla, ampak poglejmo morda še te posnetke iz preteklih shodov. Pa še tole naj povem za moje drage zaposlene na Celjskem sodišču. Sram vas je lahko, da počnete take umazanije. Vas bi morali zapreti, ker vsak dan pljuvate po pravni državi in vladavini prava. Vidite, da imamo opravka z barbari. To so barbari. In zaradi tega bomo tokrat naredili tisto, česar ni bilo narejeno v preteklih letih. Osvobodili bomo Slovenijo. Osvobodili bomo Slovenijo tistih, ki rušijo ustavo in ki rušijo zakone. In danes tu stoji vojska domoljubov, ki stoji za Janezom Janšo in stoji za demokracijo. Desnica je v Sloveniji dovolj pretrpela. Večkrat smo v Sloveniji desničari tisti, ki so nas naganjali v Argentino, smo tisti, ki si nas pobijali v jamah, imamo več kot 100 nelegalnih pokopališč v Sloveniji. Ne bomo se dali. Čas je, da temu rečemo konec. Da srbski mafiji, ki še vedno vodi Slovenijo in ima tudi župana v glavnem mestu, čas je, da temu rečemo konec. Ja, poglej, kaj vse smo tukaj slišali v teh nekaj posnetkih. Da bi bilo treba sodnike in zaposlene na sodišču zapirati. Da bi bilo treba, je rekel podpredsednik stranke Černač, osvoboditi Slovenijo od določene skupine ljudi, kar mi je kar malo tako na meji. In opisovanje tudi strani podmladka sebe kot neke vojske Janeza Janše, tako zelo militantno. Rekel bi, zato da sem dosleden znotraj te epizode, govoril sem o gibanju Svoboda kot o politični ponudbi za neuke volivce leve sredine. Moram reči, da je to, kar smo poslušali, tudi politična ponudba za neuke volivce na desni. Ja, oziroma, če mogoče razvijem naprej, se mi zdi, da zdaj nekoliko se je podrla narativa, ki jo je imela SDS, gradila že zdaj nekaj tednov, mesecev, ampak mislim, da se je pravzaprav jim tukaj zgodila usluga. Če jo bodo znali tako razumeti. Če jo bodo znali, ker mislim, da je to izjemna priložnost, da SDS preide od te retorike žrtve, od te retorike druge svetovne vojne, ki je ni manjkalo, od te
bom rekel, krščanske retorike in kot kristijanu mi je kar nekoliko moteče, no, da se tako močno tukaj referira in vleče vzporednice z križanjem, z Velikim petkom, s Pilatom in tako naprej. Torej, da preidejo od te retorike v konstruktivno retoriko, ne. Jaz mislim, da si Slovenija zasluži, ne, in zdaj imajo pravzaprav v tem slabem letu, ki je, ali pa dobre polovici leta, odvisno kdaj bodo volitve, ne, ki jih imajo do volitev, odlično priložnost, da pravzaprav preidejo iz te narative žrtve, ki bi recimo Janez Janša do neke mere morda upravičeno tudi bil, če bi bila sodba obsodilna, ne, da preidejo iz te narative v neko konstruktivno narativo gradnje alternative obstoječi oblasti, ker to je tisto, kar mislim, da po čemer Slovenci ta trenutek hlepimo, ne, še posebej po pač 3 letih in pol katastrofalne vladavine Roberta Goloba. Lepo si opisal, lepa priložnost, nisem povsem prepričan, da jo bo zagrabili in izkoristili, ker v bistvu načenja nek zelo dolgoletni model komunikacije in tudi tega oblikovanja neke aureole mučeništva okoli predsednika stranke, bi te pa dopolnil ne samo za stranko, če govorimo, da ima neka gibanje Svoboda, nek svoj medijski imperij, ne, mislim, da je to tudi lepa priložnost za prekinitev nekih spornih praks na strani desnosredinskih medijev, da jim tako rečem, ali pa nekateri bolj direktno pravijo medijev v osončju in orbiti SDS oziroma Janeza Janše. Zdaj veva, da v dneh pred to sodbo je Peter Jančič z spletnega časopisa nekako spravil v obtok anonimko, ki je krožila, v njej je bila spisana že vnaprej obsodilna sodba na 2 leti in 2 meseca zapora za Janeza Janšo. Poglejva, kako je to utemeljil, zakaj se je odločil tik pred izrekom sodbe za objavo, pa potem še kakšno rečeva na to. Jaz nisem čisto takoj objavil, vzel sem si eno noč premislek, tudi sam, ko sem začel preverjati pred objavo, sem moral več ljudem poslati, da to preverim in tem to kroži. Danes smo v času pač digitalnega sveta in to gre okoli. In prav je, da se dileme, ki so vsebovane v tem, razčistijo. Zato sem tudi članku opozoril, da ni nujno, da je to res, ne? Prav je, da se razčisti in sem prosil tudi sodišče, da pojasni, zdaj so se odzvali, zaenkrat zgolj o tem, da tisti del, ko je sodba je ponaredek, trdijo, narejen po njihovem celo morda z umetno inteligenco, medtem ko glede pisanja o ravnanju sodnikov in nekih spornih stvarih se pa niso odzvali, povedali so, da bojo šli morebiti v tožbe. Ali temu verjamemo ali ne, ampak tiče se opravljanja zelo pomembne oblastne funkcije, to pa je sojenje. In to sojenje v zadevi, ki bo imela še kako velik vpliv na demokratičen proces. Če pa kaj ni res, ne? Smo pa novinari vedno pripravljeni objaviti popravek, pojasnilo, odgovor takoj. Jaz nikoli v življenju nikomu tega nisem zavrnil in tudi ne bom. Če pristaneva na logiko Petra Jančiča, objavim z zavedanjem, da morda ni res, sem se pa potem vedno pripravljen potegniti nazaj, objaviti popravek in odgovoriti na to. Potem pristaneva na logiko Lenarta Žavbija. Se pravi, diskreditiram Rajka Pirnata, tudi če to ni res, ne? In potem je škoda narejena in kaj zdaj, 3 pikice. Ne? In rekel bi tako, ni okej, in če sem bil prej dosleden, ko gre za politično ponudbo za neuke in pri Gibanju Svoboda in pri SDS-u, bom tule rekel glede medijev, prej sem govoril o zlomu modela necenzuriranega novinarstva, rekel bom tudi, da gre za točko moralnega bankrota, tako imenovana nova 24 novinarstva, o tem sem prepričan. In dodal bi samo še nekaj, pa bo morda to zelo kontroverzna trditev za koga, ampak ko se kdo pogleda v ogledalo v slovenskih medijih, bo ugotovil, da je na levi sredini, strani levosredinskih medijev ali pa režimskih, kot jim nekateri pravijo, vendarle bistveno večji delež kritike lastne politične opcije, kot je to v teh medijih, ki jih morda zdaj komentirava. Bom dodal, da vsaj v času, ki ni predvolilen, ampak vendarle ne. Zdaj, če dodam še to, ne, da mislim, da ni bil Peter Jančič edini, ki je bil danes zelo presenečen nad dogajanjem, ne, po svoje bi to lahko rekla tudi za Mateja Tonina, ne, njegov prvi odziv sicer se nanaša tudi na še eno sodno zadevo, ne, kjer danes so 3 poslanci NSI-ja, prav tako na Veliki petek, ne, morali to je podobna na zaslišanje zgodba, zaradi klasičnega opozicijskega delovanja v KNOVS-u, da ne pogrevava tega pač na zaslišanje v Maribor, ne, to že malo seka čistko v
Ne, pričakovanje velike noči v bistvu. Tako da je pa Tonin tudi v svojem odzivu na Twitterju, recimo tukaj pravzaprav rahlo podpihuje to žrtveno držo, recimo Janeza Janša, ki zdaj ni potrebna. Bi pa dodal še to, da se mi zdi, da je tukaj da bi ta sodba, če bi bila obsodilna, bi bila zelo velika cokla za sam, bom rekel, desni pol oziroma konzervativni desno sredino, ne, ker bi, mislim, da obsodilna sodba SDS spravila na popolne obrate, na totalno histerijo. In na drugi strani bi prisilila pravzaprav ostale igralce, da se opredeljujejo samo do tega v bistvu. Ne? Tako se opredeljevati, oziroma na drugi strani vprašanje sodelovanja z v narekovajih kriminalcem ali ne, oziroma kako se od tega pravzaprav po svoje distancirati in ne hkrati narediti velike škode. Zdaj, ko tega ni, mislim, da je priložnost, da lahko bolj stopijo skupaj, bolj razmislijo, kako pravzaprav zapeljati te samo predvolilno kampanjo in tudi potem dogajanje po volitvah, se pravi, kot že rečeno, ponuditi neko resno alternativo. Veš, kaj bo ena taka kost za glodanje, pa zanimivost z analitičnega vidika. Ne? Leta 2014 se je pod učinki afere in obsodbe v zadevi Patria zgodil velik osip iz, mislim, da 280 na 180 tisoč volivcev SDS-a. Kaj točno se bo zgodilo napram prejšnjim volitvam zdaj? In druga stvar se mi zdi, govorim pa na kratek rok, 11. maja imamo ta referendum, ki ga je sklicala opozicija. Malo sumim, da bo desno-sredinski volilec, ki ni vajen ugodja, ne, kot ga prinaša ta oprostilna sodba, morda uspavan in bo še težje priti do tega kvoruma, bomo seveda videli. Bo pa seveda zanimivo, kaj se zgodi na daljši rok, pol leta, leto do rednih volitev. Mislim sicer, da sta vsebinsko stvari precej ločeni, tako da v tem kontekstu mislim, predvsem tiste histerije ne bo, kar je za Slovenijo, se mi zdi dobro. On rekel, da za stanje duha v državi, da se ne zmeša vsem in desnim, ko si rekel na obrate zaradi obsodilne sodbe in levim v naslajanju nad tem, ne, je to definitivno zdravilno danes. Nekaj sva še rekla o bankrotu necenzuriranega in Nova24 novinarstva, pa bom rekel čistko, tukaj smo potem mi, kot ena ponudba, na katero se lahko računa že na zelo kratek rok. Mislim, da se lahko na zanima.me portalu, ne, ki beremo že v zelo kratkem, že zdaj objavljamo sproti kakšne zanimive zgodbe, sam izid portala pa se zelo, zelo bliža. Ne bi še o konkretnih terminih, pa da ustvarjamo malo ta suspens. Bi se pa ob tem zahvalil vsem, ki ste nas podprli, še preden ste dejansko videli. Sicer objavljamo določene tekste, pa vendar ne na tak način, kot bomo potem. In ni vas malo, to lahko povemo. Dali ste nam točno tisto, na kar smo upali, se pravi neko osnovo naše novinarske in uredniške neodvisnosti. Zato iskrena hvala. Ja, in na to računamo tudi v prihodnje. Hkrati pa je to za nas tudi izjemna odgovornost, da to zaupanje, ko portal izide, tudi upravičimo. Za konec najnim gledalcem samo še lepe praznike. Ne? Tako, veselo veliko noč in se vidimo znova, seveda, kot ste že navajeni, prihodnji teden.